Kako priti do lastniškega doma, je vprašanje, ki si ga mladi pari danes pogosto postavljajo. Pri nas je še vedno veliko predimenzioniranih nepremičnin, kjer so po odhodu otrok ostali le še starši. Danes si bomo ogledali zgleden primer. Mlad par si je uredil dom na nekoč prazni podstrehi družinske hiše. Da bi prostor maksimalno izkoristila, sta v ta namen angažirala prijateljico, mlado arhitektko. In zato bomo zdajle pozvonili pri Maji in Nejcu, ki sta si tukajle uredila svoj novi dom. Ta dom je hkrati svet vzgled uspešnega sobivanja dveh generacij pod eno streho. Eva, lep pozdrav. Vi ste dirigirali prenovi tega stanovanja in me zanima, kakšne smernice ste dobili od lastnikov in kako je potekala prenova? Ko sta me Maja pa Nejc prvič povabila sem, sta to stanovanje sicer uporabljala že za spalnico pa pisarno, ampak preostali prostori so bili pa precej surovi. Njune zahteve so bile v bistvu, da se stanovanje popolnoma loči od spodnjega dela hiše, torej da se naredi nov vhod, da se zapre stopnišče, ki vodi v spodnje prostore. Ko sem prvič stopila v ta prostor, mi je bilo zelo zanimivo, da je streha take nenavadne oblike, ker nam je dal zelo dobro paleto za oblikovanje ogradnih omar. Tudi pri sami organizaciji prostora nam je v bistvu sama oblika stanovanja dala zelo veliko navodil. Ampak tako razgibana streha lahko pomeni tudi komplikacije oziroma težje delo za vas, ne? Tako je. V bistvu površina prostora je precej velika. Samo stanovanje je sicer v dveh nivojih, ker je bila hiša zidana v več fazah. En del je prizidan, zato se tudi polovica stanovanja v bistvu dvigne za dober meter. Zato je tudi tole stopnišče tukaj narejeno. Sami nakloni streh pa so nam dali prostore, kamor smo lahko umestili ogradne omare. In teh je v teh prostorih res veliko. No in opišite, prosim, prostore, ki ste jih načrtovali v tem stanovanju. Kaj je nastalo iz teh dveh najprej praznih prostorov? V spodnjem delu smo naredili vhodni del, torej predprostor, ki je s spalnico zdaj ločen z eno predelno steno. V tem velikem prostoru je pisarna, ker oba delata od doma. Zraven pisarne smo naredili predelno steno, ki loči v bistvu pisarno od kopalnice. Do kopalnice pa nas povezuje hodnik, ki je nastal iz podesta prvotnega stopnišča. V zgornjem delu pa imamo bivalni prostor, torej dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo. Lastnika in arhitektka so za prenovo izbrali naravne materiale. Hrastov parket z grčami in keramiko v imitaciji naravnega kamna. Pohištvo v kuhinji je temnejše antracitne barve. Preostali del pohištva v dnevnem prostoru pa je v beli barvi. Odločila sta se za stanovanje v hiši čigavih staršev in kako je prišlo do te odločitve? Kakšna je ta simbioza? V bistvu to hišo sta zgradila moja starša, kasneje sta dodala še prizidek, pa streho sta malo dvignila, tako da je tukaj gor nastal nek tak lep, velik, sicer neizkoriščen prostor. Potem so pa mi dva rekla, da je to izkoristiti in sva v bistvu poklicala Evo, ker v bistvu veliko prostora je dosti nizkega, višina je dosti nizka, tako da sva rekla že iz tega razloga, da rabva nekega arhitekta, ki bo znal izkoristiti ta nizek prostor. V bistvu se nisva znala predstavljati, kako sploh s toliko nizkimi površinami izkoristiti ali pa dobiti neko res bivalno površino, da bi sploh bilo lahko celotno stanovanje. In ohranila sta lesene tramove. Nejc, tega ste se pa vi lotili, ne? Obdelave namreč. Mislim, ja, sam sem hotel v bistvu, kar se da narediti, sicer uspelo mi je bolj malo, ampak ena od stvari so bili tramovi, ja. Tako da malo smo jih pobrusili, pobarvali. Kako se pa vidva spominjata dela z mojstri, predvsem z mizarjem, ki je okrog tramov delal detajle na frontah? Ja, to je pa eden moj prijatelj Klemen. Hvala Bogu. Ja. Ali pač ne, sta še prijatelja? Sva še, ne vem, ga bom malo poklical. Ja. Tako malo pogumno se zdi, ki imata spalnico in en tak lep pogled ven, ampak to pomeni, da tudi vaju dva v spalnico lahko sosedje vidijo ali kako. Ja, zdaj za hišo je narava, sicer pelje neka
pešpot, ampak ni dovolj, mislim, ni veliko prometa, po domače povedano. No, plus na okna sva dala folije, ki v bistvu polet zadržuje svetlobo oziroma vročino zunaj. Poleg tega se pa čez dan ne vidi noter. No. Zdaj, če je zvečer luč prižgana, potem se seveda vidi, drugače pa ne. Tista srna ali pa dve, če kaj vidijo, pa nič za to, ne? Ne. Koliko je takšna prenova stala? Prepričani smo, da bo ta podatek zanimiv še za kakšen mladi par, ki bi si tako rešil stanovanjski problem. Zgornji del ni bil izdelan popolnoma nič. Treba je bilo narediti izolacijo, tlake, stene smo vse v bistvu izolirali. Tako da z vso opremo zgoraj in spodnji del je prišlo na koncu 120.000 evrov. Ampak to je to, stanje je zaključeno, to je skupaj z aparati, skupaj z mizo, skupaj z televizijo, z vsem. Za koliko kvadratov? 150 je vse skupaj. Pravijo, da je mir v hiši v takelem primeru, kadar ne morejo starši priti v copatih k tebi domov. Kako ste vi to zrihtali? Ja, v bistvu mi dva sva si tudi sama želela, no, in smo v ta namen naredili novo luknjo za vhodna vrata in dozidali stopnišče oziroma železno konstrukcijo, ki plus balkon za stopnišče. Dosedanje stopnišče, se pravi prehod v to nadstropje, pa smo v bistvu s predelno steno zazidali. Nama to služi kot prehod v kopalnico, tašča pa ima na drugi strani v bistvu zelo priročno knjižno polico. Vsi imajo mir, vsi srečni, ne? Tako. Majin najljubši del stanovanja je kuhinja z velikim kuhinjskim otokom. Tu se najpogosteje zadržujejo gostje, saj je tu center postrežbe. Nejc pa je navdušen nad velikim svetlim delovnim prostorom. Ja, v tako pisarno bi človek z veseljem vsak dan hodil v službo in tudi v tako kuhinjo. Sploh pa je to lep, nov primer zares racionalne, smotrne izrabe neizdelanega podstrešja.